Dober večer, dragi udeleženci Svetopisemskega maratona in današnjega spremljevalnega dogodka. Z nami je gost Peter Novak, pastor Reformirane evangeljske cerkve, ki nam bo danes predstavil malo več o Stari zavezi. Verjetno se vsi sprašujemo, ta Stara zaveza včasih nam tako nerazumljiva, popolnoma drugačna kot Nova zaveza. Torej, kaj je tisto, kar lahko kristjani v današnjem svetu, v naših življenjih vsak dan uporabimo iz Stare zaveze. Tako da smo veseli, da je Peter danes z nami, da nam bo malo več povedal v nadaljevanju o tej tematiki. Drugače pa seveda vabljeni tudi na vse ostale spremljevalne dogodke Svetopisemskega maratona, tam imamo takšne razloženke, če kdo še ni dobil, je tudi na spletni strani Svetopisemskega maratona vse objavljeno, tako da lepo vabljeni k branju in še k ostalim dogodkom. Peter, izvolite. Hvala, Tanja. Dober večer, sem skupaj. Na začetku bi rad povedal, da imamo kar nekaj časa rezerviranega za ta večer. Bo tudi čas za diskusijo in za vprašanja, ampak ta prvi del bo dal kakšno uro. In preden gremo k današnjemu predavanju, bi rad vas spodbudil in predstavil eno knjigo, ki je povezana z današnjo temo. Ravno pred kratkim, pred enim mesecem, je naša cerkev izdala prevod knjige, ki govori o tej tematiki, Stari zavezi. Naslov je Evangelij in kraljestvo. Kot je Tanja rekla, ko razmišljamo o Stari zavezi, pogosto imamo občutek, še posebej, ko preidemo na Novo zavezo, ali pa celo misel, da morda je Bog Stare zaveze čisto drugačen od Boga Nove zaveze. Morda mislimo, da se je kaj spremenilo. Morda celo dvomimo, ali je res Bog Nove zaveze isti kot Stare zaveze. Ali pa, če je isti Gospod ali je Jahve, ali je morda spremenil svoj značaj. Stara zaveza je kar zahtevna za branje in ta knjiga nam pomaga pri krščanskem razumevanju te obsežne knjige. Govori predvsem o rdeči niti celega Svetega pisma, kot da imamo kristjani, torej Stare in Nove zaveze. To je o Božjem kraljestvu, zato naslov Evangelij in kraljestvo. Govori o Evangeliju Jezusa kot izpolnitvi vseh obljub kraljestva in pa tudi govori o nekaterih principih razlage Svetega pisma. Torej, del knjige je teoretičen, torej govori o hermeneutiki Svetega pisma in razlagi. Del knjige, še posebej na koncu, pa je zelo praktičen, ker nam pomaga in nas vodi, kako naj beremo tiste zahtevne zgodbe v Stari zavezi. Naprimer, kaj ima opraviti zgodba o mlademu Davidu, ki je premagal velikana Goljata na bojišču, kaj ima to opraviti z nami v 21. stoletju. Ali pa kakšne težje odlomki, naprimer iz psalma, ko psalmist moli oziroma prosi za prekletstvo ali kaznovanje otrok svojih sovražnikov. Tako upam, da nam bo ta knjiga pomagala pri takšnih vprašanjih in tudi drugih in vas spodbujam, da si jo potem kasneje tam prelistate, pogledate malo na hitro vsebino in če želite, jo lahko tudi kupite tukaj zdaj, ali pa tudi Svetopisemska družba jo ima na voljo v svoji prodajalni za 12 evrov. 12 evrov je simbolična cena, pravim simbolična zato, ker je številka 12 biblijska številka. Znamo 12 Izraelovih rodov in pa 12 apostolov in tako naprej. Tako da je vabljeni, da si kasneje prelistate pred nakupom. Tako pa gremo kar naprej na nocojšnje predavanje in našo temo. Nekje na sredi, oziroma malo več kot na sredini, se bomo za trenutek postavili in razmislili, kako daleč smo prišli in bo možnost za kratko diskusijo, pa vprašanja, pa potem še enkrat čisto na koncu. Naslov sem dal
kajti tako je Bog ljubil svet. Naslov je seveda izbran tudi v duhu letošnjega svetopisemskega maratona, ki nosi temo Največja je ljubezen. In pa tudi v duhu te knjige, katero sem ravnokar predstavil, Evangelij in kraljestvo. In zato bomo nocoj skupaj z vami odprli en paket z naslovom Kajti tako je Bog ljubil svet. Ta stavek izraža misel, da je Bog ljubil svet. Torej, na eni strani je Bog in na drugi strani je svet. To je torej vsi mi, ljudje. In povezovalna stvar tega stavka je ljubezen. Vendar kaj to dejansko pomeni, da je Bog tako ljubil svet, vse nas ljudi? Ali je Bogu res mar za nas? In če je Bogu res mar za nas, kako to vemo ali kako to vidimo? Ta naslovni stavek predavanja pravzaprav namenoma ni popoln. Naslov nocojšnjega predavanja predstavlja majhno uganko in gotovo ni težka. Kajti tako je Bog ljubil svet. Napeljuje nas, da se vprašamo, kako je Bog ljubil svet. In odgovor na to vprašanje, da je sam Jezus v nadaljevanju te vrstice, kajti ta naslov predavanja je pravzaprav vzet iz Janezovega evangelija, 3. poglavja vrstica 16. Nadaljevanje vrstice se glasi, da je dal svojega edinorojenega sina, da bi se nihče darovan miruje ne pogubil, ampak bi imel večno življenje. Novica o Jezusu, torej evangelij, o tem, kdo je Jezus in kaj je Jezus, kaj je storil, je v Svetem pismu izražena kot vrhunski dogodek Božje ljubezni do nas. Po evangeliju namreč spoznavamo Božje načrte za nas, da je Bog po Jezusu vzpostavil svoje kraljestvo, da po veri v Jezusa v to kraljestvo vstopamo. Zdaj, naše teme, nocojšnje teme se, boste opazili, lotevamo podobno, kot se včasih filmi poigravajo za kakšno tematiko. Sam imam zelo rad filme in rad opazujem, kako je filmska zgodba predstavljena in postavljena. Gotovo ste že videli takšen film, kjer na začetku filma vidimo en dramatičen prizor ali pa pomemben dogodek in potem nekaj sekund ali trenutkov kasneje vidimo napis 12 mesecev prej ali pa 3 leta prej in tako naprej. No, tako nekako smo tudi nocoj začeli to temo. Nakratko smo pogledali pravzaprav konec Božje zgodbe, evangelij Jezusa Kristusa v Janezovem evangeliju 3. poglavju. Zdaj pa gremo nazaj, 2000 let prej, je napis, se glasi napis. Gremo od izpolnitve k obljubam. Kako se je Božje kraljestvo razvijalo ali pa postavljalo več kot 2000 let prej. V samem začetku Svetega pisma beremo o samem začetku vseh nas in našega sveta. V prvi Mojzesovi ali Genezi imamo zapisani 2 zgodbi stvarjenja. Prva zgodba se osredotoča na stvariteljski red. Božje stvariteljstvo je opisano po dnevih, torej prvi dan do 7. dne in po redu. Na koncu tega reda, oziroma na koncu stvariteljskih dni, pride stvarstvo človeka po Božji podobi, stvarjenje moškega in ženske. In preberemo sedaj ta prvi odlomek, citat 1 iz prve Mojzesove 1. poglavja. Izvolite. Bog je rekel, naredimo človeka po svoji podobi, kot svojo podobnost. Gospoduje naj ribam morja in pticam neba, živini in vseh zemlji,
ter vsej laznini, ki se plazi po zemlji. Bog je ustvaril človeka po svoji podobi, po Božji podobi ga je ustvaril, moškega in žensko je ustvaril. Torej med Bogom, človekom in preostalim stvarstvom so vzpostavljeni odnosi. In sicer odnosi reda. Bog je stvarnik in iz njega izhaja vse. Človek je njegovo stvarstvo, vendar se za razliko od drugega stvarstva, torej od živega in neživega stvarstva, razlikuje, ker nosi neko božjo podobnost, smo brali. In ta podobnost s Bogom se vidi v nalogi človeka. Kaj je naloga človeka? Ta vrstica 26, ki je gospa prebrala za nas, pravi, da naj gospoduje preostalemu stvarstvu. Torej, človek naj bo dober skrbnik in dober gospodar Božjega stvarstva. Bog ustvarja svoje kraljestvo, začenši z Abrahamom, ki bo naposled pravzaprav blagoslov celi zemlji, kot pravi tretja vrstica. S tem klicem, v 12. poglavju prve Mojzesove, temu klicu pravzaprav lahko rečemo oznanilo evangelija. Oznanilo evangelija in sedaj se začne dolga pot razgrnjenja Božjega kraljestva skozi celo zgodovino Izraela ali Stare zaveze. Torej vse od Abrahama, Mojzesa in pa Davida, kralja Davida in njegovega sina Salomona. Celo to obdobje ali ta Izraelova zgodovina opisuje razgrnjanje Božjega kraljestva. In v vseh teh obdobjih so bile tudi obljube, Božje obljube po deželi, v kateri bodo dobivali ljudje pod Božjo vladavino, izraženi v različnih oblikah. Naprimer, Abraham, ki je prejel tukaj obljube, kot smo brali, on je še potoval iz kraja v kraj. On ni nikoli videl tiste obljubljene dežele. V času Mojzesa so Abrahamovi potomci prerasli že na nivo naroda in zelo dobro poznamo gotovo tisto zgodbo, ko jih je Mojzes rešil iz egipčanskega suženjstva in jih popeljal proti obljubljeni deželi kot začetek izpolnitve obljub, ki jih je Bog dal Abrahamu. In zakon ali postavo, ki so prejeli na tisti gori, kjer se je vse treslo in kadilo, tisti zakon je bil pravzaprav simbol, kako bo Bog kraljeval nad njimi. In končno z Davidom, znamenitim Izraelovim kraljem in znamenitim sinom Salomonom, so Izraelci tudi formalno postali kraljevina. David je bil prvi pravi kralj Izraela in Salomon, njegov sin, drugi najbolj znani kralj v Izraelovi zgodovini. Božje kraljestvo se je s Salomonovo gradnjo templa v Jeruzalemu ustoličilo med njimi. Torej, Božje kraljestvo se je s tem, ko je Salomon postavil Božji tempelj v Jeruzalemu, ustoličilo prav sredi njih, v glavnem mestu v Jeruzalemu. Tempelj je bil simbol Božje vladavine in prisotnosti med njimi. Med drugim so se tudi meje ozemlja Izraelcev, torej kralj David se je še bojeval za svojimi sovražniki, ko je utrjeval svoje ozemlje, ampak v času Salomona so dosegli mir in blagostanje. In tako, ko je Salomon končal tempelj, beremo v prvi knjigi kraljev, naš citat številka 4, naslednje vrstice. Slavljen Gospod, ki je naklonil počitek svojemu ljudstvu Izraelu povsem tako, kakor je obljubil. Neizpolnjena ni ostala niti ena od lepih obljub, ki jih je izrekel po svojem služabniku Mojzesu. Vidimo, neizpolnjena ni ostala niti ena izmed lepih obljub. Čas Salomona je bil kot čas Edenskega vrta. V tem oziru, v tem času Bog znova spregovori Salomonu
da bi se zavedal, od koga je vse to, kar imajo. Da bi se zavedal, da tudi Salomon, ta veličastni kralj, ki ima pravzaprav nad sabo kralja, Boga. In tako po tem slavju, kot smo brali, Bog spregovori Salomonu naslednje besede. Naš citat številka 5, prva knjiga kraljev, 9. poglavje. Salomon je dokončal zidavo Gospodove hiše in kraljeve hiše ter vse, kar je želel narediti. Tedaj se je Salomonu drugič prikazal Gospod, kakor se mu je bil prikazal v Gibeonu. Gospod mu je rekel: slišal sem tvojo molitev in prošnjo, ki si jo izrekel pred menoj. Posvetil sem to hišo, ki si jo sezidal, da tam postavim svoje ime na veke. Moje oči in moje srce bodo tam vse dni. Če boš tudi ti hodil pred mojim obličjem, kakor je hodil tvoj oče David, s popolnim srcem in iskreno, in boš delal vse, kar ti zapovedujem, se držal mojih zakonov in odlokov, bom utrdil prestol tvojega kraljevanja nad Izraelom na veke, kakor sem obljubil tvojemu očetu Davidu, ko sem rekel: nobeden od tvojih ne bo odstranjen z Izraelovega prestola. Če pa se boste vi in vaši sinovi obrnili proč od mene in se ne boste držali mojih zapovedi in zakonov, ki sem vam jih predložil, temveč boste šli in služili drugim bogovom in jih molili, bom iztrebil Izraela iz dežele, ki sem jim jo dal. Hišo, ki sem jo posvetil svojemu imenu, bom zavrgel izpred svojega obličja, Izrael pa bo v pregovor in za smeh pri vseh ljudstvih. Te poslednje besede, še posebej te besede glede sodbe Izraelu, če se ne bodo držali Božje besede, če bodo začeli služiti drugim bogovom, so se pravzaprav v kasnejših letih Salomonovega kraljevanja, še posebej po njegovi smrti, pravzaprav začele uresničevati. Najprej je Salomon bil tisti, ki je začel služiti drugim bogovom. Beremo samo 2 ali 3 poglavja kasneje, ta opis. Po Salomonovi smrti sta se za njegov prestol sprla 2 brata in nastala je državljanska vojna. Salomonovo veličastno kraljestvo, ki je spominjalo na Edenski vrt, je začelo rušiti. In narod Izrael se je razcepil na 2 dela. Severni del Izrael, imenovan Izrael, in južni del Juda. Izrael in Juda. Severni del 10 rodov, južni del Juda 2 rodova. Juda in manjši Benjamin. Zdaj, verujoči v tistem času krize, to je bil čas velike krize v Izraelu, duhovne in politične, verujoči so se gotovo spraševali, kaj bo se zgodilo sedaj. Če je prej Salomon rekel, da so se izpolnile vse Božje obljube, kot jih je Bog dal Mojzesu in še prej Abrahamu, kaj bo zdaj z Božjim kraljestvom? Ko je Božji narod v vojni med seboj, ko imamo pravzaprav na severu en tempelj in na jugu drug tempelj. Oziroma na severu sta bila pravzaprav 2 templja. Kaj bo za Božjim kraljestvom? V tem času krize, v tem tragičnem obdobju, kjer so se vrstili mnogi kralji, tako na severu kot na jugu, je Bog k njim začel pošiljati preroke. Zelo znana, ne naštejem samo nekaj znanih imen, kot nam bodo gotovo poznani, na primer Elija, Jeremija, Izaija, Amos, Mihaj in tako naprej in tako naprej. Tako v Svetem pismu vidimo razdelitev teh knjig kot veliki preroki, kot Izaija, Jeremija, Ezekiel in pa tako imenovani mali preroki, kot je Amos in pa Mihaj. Zdaj, mali se imenuje zato, ker so krajši, ne zato, ker bi bili manj pomembni. Izaija vemo, da ima več kot 60 poglavij, medtem ko drugi manj. Ampak sporočilo teh prerokov
je bilo po zgradbi zelo podobno. Vsi so obelodanili najprej krivdo kralja in ljudstva pred Bogom. Po njih je Bog govoril, kaj so zgrešili, kaj so naredili narobe. Pozivali so kralja in ljudi k spreobrnenju in napovedovali prihajajočo sodbo. In bolj, ko je mineval čas, ko so minevala stoletja, in manj, ko so se oni spreobračali in verjeli temu sporočilu prorokov, bolj je bila napoved sodbe realnost. Proroki pa so govorili tudi o upanju za tiste, ki so se Boga bali in mu želeli služiti. Proroki so govorili o času po sodbi, kajti sodba je postajala vedno bolj neizbežna in se je pravzaprav konec koncev tudi zgodila, ko je asirska velesila zavzela severni del kraljestva in ga popolnoma uničila Izrael, vse 10 rodov, in so izginili neznano kam. Nekaj desetletij, stoletje in pol kasneje pa še južni del, Juda, ko je babilonski kralj Nebukadnezar vkorakal v Jeruzalem, požgal mesto in tempelj in odpeljal Juda v izgnanstvo v Babilon. Torej, proroki so napovedovali tudi, kaj bo se zgodilo po tem času sodbe. Govorili so pravzaprav, da bo tisti čas po sodbi, da se bo Izrael po Božjem posredovanju pravzaprav vrnil v nekdanjo slavo kraljestva, kot jo je imel v času Salomona, morda v še čas večje slave. Izrael in Jeruzalem, so dejali proroki, bo sijal v vsej svoji veličini in bo v njihovi sredi spet prebival Bog v svojem templju. In v njihovi sredi bo prebival oziroma vodil in bo Božji Mesija ali naziljeni kralj. Zelo znane dogodke, ki govorijo o teh prorokah oziroma o tem dogodku, najdemo na primer v knjigi Izaija, v drugi polovici od poglavja 40 naprej, ali pa v knjigi Jeremija, prav tako v drugi polovici. Ampak zdaj bomo prebrali iz tako imenovanega malega proroka, iz proroka Mihaja, 2 ulomka, kjer govori prerok o tem sjajnem obdobju po času sodbe. Poglejmo citat številka 6, Mihaj, 4. poglavje in potem 5. poglavje. Zgodilo se bo poslednje dni. Gora hiše Gospodove bo trdno stala kot najvišja med gorami. Vzdigovala se bo nad griči in narodi bodo hiteli k njej. Številna ljudstva bodo prišla in rekla: Pridite, pojdimo na Gospodovo goro, k hiši Jakobovega Boga. Poučil nas bo o svojih potih in hodili bomo po njegovih stezah. Kajti Siona bo prišla postava in Gospodova beseda iz Jeruzalema. Razsojal bo med številnimi ljudstvi, dokazoval močnim narodom oddaljavo. Svoje meče bodo prekovali v lemeže in svoje sulice v srpe. Narod ne bo več vzdignil meča proti narodu, ne bodo se več učili vojskovanja. Sedeli bodo vsak pod svojo trto in pod svojo smokvo in nihče jih ne bo strašil, kajti usta Gospodova nad vojskami so govorila. Ti pa, Betlehem Efrata, si premajhen, da bi bil med judovimi tisočnijami. Iz tebe mi pridi tisti, ki bo vladal v Izraelu. Njegovi izviri so od nekdaj iz davnih dni. Zato jih bo predal do časa, ko bo porodnica rodila. Nato se bo ostanek njihovih bratov vrnil k Izraelovim sinovom. Trdno bo stal in pasel čredo z Gospodovo močjo, z veličastvom imena Gospoda svojega Boga in prebivali bodo, kajti zdaj bo velik do koncev zemlje. S to napovedjo in do sedaj smo preleteli več kot 1500 let Izraelove zgodovine.
v opazovanju Božjega kraljestva v tem času, torej več kot 1500 let. In ker smo toliko prepotovali, torej ker smo prepotovali 1500 let, se dajmo zaustaviti za trenutek, če imamo kakšno vprašanje do sedaj. Preden gremo naprej, imamo samo še 100 let, oziroma 30 za obdelati. Torej 1500 smo jih že, samo še 30 let. Ko spremljamo Božje kraljestvo v Svetem pismu. Morda je že zdaj kakšna misel ali kakšno vprašanje? En komentar se mi je zdaj v času tega svetopisemskega maratona zelo močen, pa nikoli nisem pomislila na to, da kakšno ima Bog potrpežljivost z nami, oziroma že v Stari zavezi jo izkazal z vsemi temi proroki, ki jih poslal. To je en takšen komentar, ki se mi je res dotaknil v teh dnevih svetopisemskega maratona. Res je. Če se vam še kakšno vprašanje ali kakšne misli otrnejo, še prihranimo do konca časa, samo še 30 let imamo. Torej, samo če pozabimo teh 1500 let ali več, kaj vidimo, kakšne so bile značilnosti Božjega kraljestva v Stari zavezi? Lahko rečemo najprej, da so bile zelo otipljive. Torej, ljudje so Božje kraljestvo pravzaprav zlahka videli ali utipali. Kraljestvo je pomenilo, da je obstajalo Božje ljudstvo. Torej, ali Adam ali Eva, ali Abraham in njegovi potomci, ki so prerasli v narod Izrael. Božje kraljestvo je, oziroma ti ljudje, Božje ljudstvo je živelo v svoji deželi. Bog je Abrahamu obljubil deželo in naposled jih je Mojzes pripeljal, oziroma njegov pomočnik Jozue je pripeljal v to deželo, v katero je David in Salomon, predvsem David, utrdil kot njihovo deželo. Imeli so deželo in svojo prestolnico Jeruzalem. In tretjič, otipljivo, bi rekli skoraj, da otipljivo jim je vladal Bog, oziroma skoraj otipljiva je bila Božja prisotnost med njimi. Ko so Izraelci gledali tempelj v Jeruzalemu, so vedeli in se rekli, resnično Bog je med nami. Resnično Bog je med nami. In kakšna žalost in jok je bil, ko je Nebukadnezar ta tempelj porušil. Poznamo tiste psalme, še Boni Emi je pil tisto pesem, sedeli smo v reki in jokali. Zakaj so jokali Izraelci? Ker so se spominjali Jeruzalema. Spominjali so se templja Božje prisotnosti med njimi. In sedaj, ko so bili daleč od doma, tuji reki, pod tujimi gospodarji, so občutili, kot da Boga ni med njimi. Čeprav pravzaprav po prerokih vidimo, da je po njegovi besedi bil Bog med njimi. Torej, to je bilo Božje kraljestvo v Stari zavezi. Božje kraljestvo je bilo precej otipljivo, ki pa je večkrat zaradi človekove nezastobe Bogu ali nezastobe ljudstva ali kraljev, Izraelovih kraljev, bilo odvzeto. Tako to se je zgodilo Adamu in Evi, ko sta bila izgnana iz Edenskega vrta. To se je naposled zgodilo Salomonu, Izraelu in Judi. Toda Bog ni odnehal. Bog je potrpežljiv, zvest. V svojem klicu človeku naj se vrne k njemu, Bogu, je šel Bog v svoji ljubezni do nas radikalno daleč. Radikalno daleč. Tako je Bog ljubil svet, da je dal svojega edinorojenega sina, da bi se nihče, kdor vanj veruje, ne pogubil, ampak bi imel večno življenje. To so besede iz Janezovega evangelija in nam Božje kraljestvo dokončno osvetlijo, kaj je vsem svojim sinom. Kralj kraljestva je Božji sin Jezus in on je pravi subjekt vere. Obseg tega kraljestva je pravi ta vrstica
ves svet, oziroma kdorkoli veruje vanj. In bivanje v kraljestvu, kje je dežela tega Jezusovega kraljestva? Pravi ta vrstica, to je večno življenje, ki se v novi zavezi povezuje z nebeško domovino, v katero po veri vstopamo že pred smrtjo, pravi večkrat apostol Janez. Torej, trenutek in obdobje, o katerem govorili evangelist Janez, je tisto obdobje, o katerem so govorili preroki in Mojzes. Da je bil to res čas prihoda Božjega kraljestva, vidimo po Jezusovih besedah. Ko je Jezus začel svoje javno delovanje, torej ko je bil star nekje 30 let, ko je začel svoje javno delovanje, je spregovoril oziroma oznanjal z naslednjimi besedami. Beremo v citatu številka 7. Izvolite. Ko pa je bil Janez izrečen, je šel Jezus v Galilejo. Oznanil je Božji evangelij in govoril. Čas se je dopolnil in Božje kraljestvo se je približalo. Spreobrnite se in verujte evangeliju. Te Jezusove besede nam povzdignajo pomembnost, zgodovinsko in teološko pomembnost tistega trenutka na najvišjo raven. Smo opazili besede, čas se je dopolnil. Čas se je dopolnil ali čas se je izpolnil. Zdaj, ponavadi seveda ne rečemo, da se je čas izpolnil. Temveč izpolni se, na primer, dana obljuba. Vendar prav na to meri Jezus, ko pravi, čas se je izpolnil. Ker pravi, tudi Božje kraljestvo se je približalo. Božje kraljestvo je Božje delo po svojem sinu Jezusa, ki je tudi kralj tega kraljestva. In odziv na prihajajoče Božje kraljestvo, kot pravi Jezus, je: spreobrnite se in verujte evangeliju. Spreobrnite se in verujte evangeliju. Torej, čemu naj verujemo? Kaj je to evangelij? Kaj je to evangelij? Verujte evangeliju, pravi Jezus. No, grška beseda evangelij pomeni vesela ali dobra novica. Danes bi uporabili besedo kulska novica. To je kulska novica, super novica, dobra novica. Zdaj, ta beseda je bila v čisto vsakdani uporabi, ali več ali manj vsakdani uporabi, uporabila svoje Grki. In dobra novica je bila seveda lahko karkoli. To, da so Grki zmagali na olimpijadi, to, da so zmagali v bitki, ali pa dobra novica je tudi to lahko, da se je Slovenija uvrstila na svetovno košarkaško prvenstvo. No, tudi v biblični zgodovini Stare zaveze smo velikokrat slišali Božje obljube, ki so bile dobre Božje obljube in za njih bi lahko rekli, da so vesela novica ali evangelij. In pravzaprav pisec Hebrejcem v 4. poglavju tudi pravi, uporablja to besedo na tak način, da so oni, torej v Stari zavezi, slišali evangelij, slišali veselo novico. Zdaj, čeprav je ta beseda bila lahko uporabljena v splošni rabi na takšen način, ima pa v novozaveznih knjigah prav poseben pomen, oziroma se ponavadi navezuje ali povezuje k zelo specifičnemu pomenu. Ko pisci uporabljajo besedo evangelij, merijo na novico o Jezusu. Vedno merijo na novico o Jezusu. Zato poziv veruj evangeliju v novozaveznem jeziku pomeni zaupaj Jezusu kot svojemu Gospodu, kot svojemu kralju, ali na kratko veruj v Jezusa. Zdaj, kje se je in kdaj v Jezusovem oznanjevanju zgodilo Božje kraljestvo? Če je Jezus dejal, spreobrnite se in verujte evangeliju, kajti približalo se je nebeško kraljestvo, kje in kdaj se je to zgodilo? Ali se je Jezus boril za prestol v Jeruzalemu? Ne. Ali se je Jezus boril proti Rimljanom za ozemlje?
Tudi ne. Jezus nam je razložil naravo svojega kraljestva ali kraljevanja, ko ga je na primer zaslišal Pilat tik pred njegovo smrtjo. Takrat je Jezus dejal Pilatu, beremo v Janezovem evangeliju, 18. poglavje, moje kraljestvo ni od tega sveta. Moje kraljestvo ni od tega sveta. Torej, Jezusovo razumevanje kraljestva se je razlikovalo od Pilatovega. In celo se je razlikovalo od pričakovanja in razumevanja njegovih učencev, njegovih 12 apostolov. Oni so pričakovali, da bo Jezus zakraljeval v Jeruzalemu, najverjetneje na mesto Heroda. In pravzaprav Jezus je res zakraljeval v Jeruzalemu, pravijo evangelisti. Vendar je bil njegov prestol križ. Njegov prestol je bil križ. Vidimo, ko so Jezusa križali, je Pilat dal na križ posmehljiv napis. Judovski kralj. Judovski kralj. In ta napis je dal napisati v 3 svetovnih jezikih. V 3 svetovnih jezikih, da bi ga lahko vsi brali. V hebrejščini, latinščini in grščini. Ves takratni poznani svet v tistem območju je lahko bral ta napis. Judovski kralj. Zdaj, v Božjem načrtu in v Božji previdnosti je bil prav to trenutek ustoličenja Jezusa in izpolnitve časa. Čas se je dopolnil in Božje kraljestvo se je približalo ali nastopilo na križu. To pomeni, torej ta dogodek pomeni, da je Bog dal svojega sina. Kot smo brali na začetku, to pomeni, da je Bog dal svojega sina. In ko je ta sin v popolni poslušnosti, torej v drugačni poslušnosti kot Adam in Eva ali Abraham ali Mojzes ali David ali Salomon, ko je sin izpolnil v poslušnosti očetovo voljo, ga je Bog obudil od mrtvih in posadil na svojo desnico. Znamenje njegovega kraljevanja, odkudar kraljuje, dokler ne pride do vršitev kraljestva. V Božjem kraljestvu, torej, ki je prišlo za Jezusom, kot ga je on razumel, razmišljamo torej malo drugače kot zgolj o zgradbah, o ozemlju ali neki skupni vidni državi. Jezusa je Bog dal na svojo desnico, posadil na svojo desnico, odkudar kraljuje do vršitve kraljestva. Torej, Božje kraljestvo, ki je prišlo z Jezusom, se je pravzaprav izkazalo za večje od predstav Jezusovih učencev. Večje od zgolj prestol v Jeruzalemu in zgradba na mestnem trgu v glavnem mestu. Božje kraljestvo od Jezusovega ostajenja naprej pravzaprav zajema vse narode na tej zemlji, ne glede na to, kje živimo ljudje in v katerem časovnem obdobju živimo. Vsi, ki verujemo vanj kot svojega kralja, smo deležni večnega življenja in pričakujemo v pričakovanju nebeške domovine. V njem so blagoslovljeni vsi narodi na zemlji, kot se je glasila obljuba Abrahama. Torej, na koncu pomislimo še eno stvar. Kaj mislimo, ali je Božje kraljestvo sedaj vidno na zemlji, sedaj v našem času? Ali je vidno Božje kraljestvo na zemlji in kako stopimo van? Ko razmišljamo o Božjem kraljestvu ali kraljestvu nasploh, lahko pomislimo za trenutek na zemeljska, človeška kraljestva. Kako vemo ali vidimo, na primer, da je Velika Britanija kraljevina. In čeprav ni kraljevina v tistem starem smislu, kot je bila prej, pa vendar, kako vemo ali vidimo, da je na primer Velika Britanija kraljevina. Nekateri
Nekateri Britanci vemo in pri vseh kraljevinah danes je tako, da nekateri monarhi podpirajo, drugi ne. Drugi bi raje videli, da so uradno, na primer, republika. Zdaj, če je nek odstotek Britancev proti kraljevini, torej, če se ne strinja z trenutno kraljico ali s to ureditvijo, Britanija še ne neha biti kraljevina. Tako tudi Božje kraljestvo v našem času pravzaprav razumemo večplastno. Rekli smo, da Kristus kraljuje Božjemu kraljestvu in kraljuje vsem zemeljskim kraljestvom, torej tudi vsem nam, če ga ali pa če ga ne priznavamo za svojega kralja. V tem smislu je pravzaprav Božje kraljestvo nevidno in splošno. Tako kot je kraljica Elizabeta kraljica vseh Britancev, ne glede na to, ali jo oni podpirajo in se strinjajo s to ureditvijo ali ne. V tem smislu je Božje kraljestvo splošno in nevidno, ker ni od tega sveta. Po drugi strani pa je vidno. In tudi govorimo na nek način, da smo del tega kraljestva ali da nismo. Vidno je po tistih, ki Kristusa priznavajo za kralja. Torej, kraljestvo se vidi torej v ljubezni do glavne osebe Svetega pisma ali do kralja Jezusa. Torej, v Božje kraljestvo ali v obljube tega kraljestva torej vstopimo, se ne rodimo van, ampak vstopimo. Van stopimo po veri v Jezusa. Smo brali na začetku, se spomnimo tiste vrstice, da bi se nihče, kdor van veruje, ne pogubil, ampak bi imel večno življenje. Torej, Božje kraljestvo v tem času, tudi v 21. stoletju, se torej sestoji iz verujočih in neverujočih. In vse skupaj, kristjane in nekristjane, nas še vedno obdaja ista kriza. To je kriza greha, poleg vseh drugih vrst kriz, gospodarske, politične ali drugačne. Vse še vedno obdaja kriza greha. Čeprav imamo po Kristusu odpuščanje grehov, vendarle, beremo v Svetem pismu, kristjani vzdihujemo nad našim življenjem. Ko ni takšno, kot bi moralo biti. Vzdihujemo nad našim življenjem, dokler kraljestvo ne bo dovršeno ob koncu časa. Vendar do takrat pomislimo na te obljube evangelija. Pomislimo, da je Jezus umrl in vstal za nas in naše rešenje in dovršitev kraljestva bo odkrila vso slavo, ki jo je evangelij obljubil. Kot piše apostol Pavel, naš citat številka 8, mislim, da sem to jaz, ne? Preberem. Citat številka 8. Iz pisma Rimljanom 8. poglavja. In s tem bomo končali. In ko beremo, razmislimo, kako kristjani vzdihujemo in kaj to pomeni za nas in za Božje kraljestvo. Tako pravi apostol Pavel v Rimljanom 8. Vrstica 18 naprej. Mislim namreč, da se trpljenje sedanjega časa ne da primerjati slavo, ki se bo razodela v nas, kajti stvarstvo nestrpno hrepeni po razodetju Božjih sinov. Stvarstvo je bilo namreč podvrženo ničevosti in sicer ne po svoji volji, ampak zaradi njega, ki ga je podvrgel v upanju, da se bo tudi stvarstvo iz suženstva razpadljivosti rešilo v svobodo slave Božjih otrok. Saj vemo, da celotno stvarstvo vse do zdaj skupno vzdihuje in trpi porodne bolečine. Pa ne samo ono, tudi mi, ki imamo prvine duha, tudi mi vzdihujemo sami v sebi, ko željno pričakujemo posinovljenje, odrešenje svojega telesa. Odrešeni smo bili namreč v upanju. Upanje, ki ga gledamo, pa ni več upanje. Kdo bo namreč upal to, kar že vidi? Če pa upamo to, česar ne vidimo, pričakujemo to s potrpežljivostjo. Prav tako tudi tu prihaja na pomoč naši slabotnosti. Saj niti ne vemo, kako je treba za kaj moliti. Toda sam Duh posreduje za nas z neizrekljivimi
vzdihi. In on, ki preiskuje srca, ve, kaj je mišljenje duha. Se duh posreduje za svete v skladu z Božjo voljo. Sicer pa vemo, da njim, ki ljubijo Boga, vse pripomore k dobremu, namreč njim, ki so bili poklicani po njegovem načrtu. Kajti tiste, ki jih je že vnaprej poznal, je tudi vnaprej določil, naj bodo skladni s podobo njegovega sina, da bi bil ta prvorojenec med mnogimi brati. Tiste, ki jih je vnaprej določil, je tudi poklical, in tiste, ki jih je poklical, je tudi upravičil, tiste pa, ki jih je upravičil, je tudi poveličal. Mislim, da je to zadosten in primeren zaključek tega predavanja in prav, da zaključimo z nagovorom iz Božje besede. Torej, na voljo imamo še čas za vprašanja in če v moji moči bom skušal odgovoriti in ko razmišljate v svoji glavi o vprašanjih ali mislih, da še enkrat povabim na branje knjige Evangelij in kraljestvo, tako si jo prelistate ali pa kupite danes ali pa v svetopisanski družbi, ki razlaga še več o tem, kaj je Božje kraljestvo in kako nam to pomaga pri razumevanju Svetega pisma, predvsem Stare zaveze. Torej, če je še kakšno vprašanje ali komentar ali misel, kar izvolite. Jaz bi rada eno stvar komentirala oziroma vprašala glede tvojega videnja. V Stari zavezi je bilo to Božje kraljestvo bolj otipljivo, kot je danes, in pa se nam vsaj dozdelo tako. Kakšne so tvoje izkušnje iz današnjega sveta, iz teh naših hitrega tempa življenja, kje vidiš, da se Bog sklanja k nam in nam razodeva, da je še zmeraj z nami? Ja. Da je še vedno z nami. Jaz imam občutek in prepričanje, da je Bog vedno z mano, ko sem za njegovo besedo. Ker verujem, da je Sveto pismo Božja beseda in vsakič, ko berem, vem, da me Bog nagovarja. Vidim pa tudi Božjo prisotnost oziroma Božje kraljestvo v spremenjenih odnosih. Torej v lastnem življenju, oziroma, v spremenjenem življenju. Torej v lastnem življenju pa življenju drugih. Torej vsakič, ko vidim odnose doma z mojo družino, ženo, z otroci ali pa s prijatelji, odnose, ki so v skladu z tem, kar Bog želi, vidim Božje kraljestvo v delovanju tukaj na zemlji. Torej, tako kot trenutek ali pa obdobje, kot ga je opisoval kralj Salomon, ko je zgradil tempelj, ko je videl, da zdaj končno kraljuje mir v njegovem kraljestvu. Torej, da se ni več treba boriti proti sovražniku, zunanjemu sovražniku, ko je znotraj izgledala harmonija. To so bili odnosi Edenskega vrta, Božjega kraljestva. In bolj, ko imamo takšne odnose, bolj imamo verjetno subjektiven občutek, da je Božje kraljestvo med nami. Čeprav objektivno pravim, je vedno med nami. Sem šel v pravo smer ali ne? To se mi poraja. Morda mi kristjani imamo upanje, imamo svetopismo, imamo takšno skupino enako mislečih, kaj pa tisti, ki ne verujejo, tisti, ki odklanjajo Boga, ki je lahko oni začutijo Božje kraljestvo. Ja, upam, da po nas. Da preko nas. Bog je, vidimo, ko smo preleteli staro zavezo, klical ljudi kot prenašalce, kot oznanjevalce njegovega kraljestva. Torej, agenti Boga so bili vedno ljudje. Čeprav poznamo
beseda angel pomeni prinašalec sporočila. Najpogosteje pomislimo na angele kot božje prenašalce njegovih načrtov, kar je res, ampak vidimo v Svetem pismu, da so bili to nenehno ljudje. Torej, Abraham je bil tisti, David je bil božji kralj, božji nazivljen Salomon in naposled Kristus. In ko je Kristus poslal svoje učence, jim je dejal enako, ne oznanjajo Božje kraljestvo po celem svetu. Torej smo mi prenašalci novice o Jezusu, o Božjem kraljestvu in molimo, da so tudi naša spremenjena življenja kot odziv na to novico tudi luč tega, kot potrdilo tega, kar govorimo. In to, če še dodam, je bilo vedno, oziroma naj bi bilo vedno delano z prepričevanjem, torej ne z siljenjem. Božje kraljestvo si ne utira pot z silo, ampak z prepričevanjem. Torej, ko vidimo apostola Pavla, ki je prehodil celo Sredozemlje, je ljudi prepričeval o Božjem kraljestvu. Je pa tudi dejal, da kdor ne sprejme te novice o Jezusu, bo prišla nam sodba ob koncu časa. Vendar ima do takrat čas za spreobrnitev. Torej, ni ga sodil takrat na tistem trenutku, zato ker je Bog potrpežljiv in čaka, da se ljudje obrnemo k njemu. In to je potrpežljivost, kot smo videli v Stari zavezi, kot si Jana sama pozila pri branju, v pisenskem branju, vidimo tudi v Novi zavezi, da vidimo razliko med Božjim kraljestvom, ki je bilo vzpostavljeno z Jezusovim stajenjem, in pa Božjim kraljestvom, ki bo dovršeno ob njegovem prihodu, oziroma ob koncu časa. In to je čas milosti za vse nas. Kaj pa je za vas kriza greha? Kriza greha. Ja. Kriza greha je to, da kljub temu, da nam Bog odpušča naše grehe, torej, da je Bog naš odrešenik, greh še vedno pritiska na nas. Torej, da se kristjani, čeprav nam je odpuščeno, še vedno borimo z grehom. Jaz razumem apostola Pavla v pismu Rimljanom 7. poglavju, ko opisuje ta boj greha v njem, kot boj greha tudi potem, ko je postal kristjan. Ne pravi, z umom spoznavam, da sem osvobojen zakona greha, torej Bog me je opravičil, mi odpustil, pa vendar pravi v svojih hudih mesu vidim zakon greha, torej da nas naša želje, naša volja, to, kar smo še vedno napeljuje na greh. Tako v tem se misli kriza greha. Torej, da dokler se Božje kraljestvo ne dovrši ob koncu časa, bomo imeli ta boj. Ne samo v naši notranjosti, ampak čutimo posledice greha tudi izven nas. Torej, to, da nekdo, da pijan voznik povozi našega bližnjega, to občutimo greh drugih, torej zunanji greh. In od te krize nismo imuni. To mislim, ne? Vedno pa še sprašanje. Kako pa odgovoriti potem človeku, ki znova reče, ja, ampak sej, če bi ta Bog bil, potem pa, a bi res pustil zdajle tako v neredu svet, že tudi kot naravo samo, kaj šele kot družbo, ki že lažje začutiš njeno skorumpiranost, oziroma razumeš naravo samo, pa kako te ohaja izvajati. Pravzaprav je
težko odgovoriti, ker ne vemo vseh božjih misli in sklepov, zakaj kaj dopušča. Včasih morda lahko ugibamo samo, ko pogledamo nazaj v življenje. Ne? Torej, ko pogledamo na svojo izkušnjo in če rečemo, ja, če ne bi bil takrat na tistem mestu ali če ne bi bila takrat en dogodek, se to potem ne bi zgodilo. Torej, gledamo za nazaj in morda ugibamo, kako je bila Božja roka v tistem dogodku, oziroma zakaj je Bog dopustil nekaj, kar je dopustil. Težko je vedeti za naprej, ker na ta način nam Bog ne razdeva Svetim pismom. Lahko pa rečemo takole, Jezus je, ko sem govoril o tem, da je Božje kraljestvo sestavljeno iz, ali pa Božjem kraljestvu, pod Božjim kraljevanjem, živijo tako verujoči kot neverujoči. Spravi, ta dvojnost dvorjanov, če tako temu rečem. Torej, dvorjani smo pod tem Božjim ali Jezusovim kraljevanjem, ko pravi razumeti, da je Jezus kralj nad vsemi kralji na zemlji, smo tako verujoči kot neverujoči. In to me spominja tista Jezusova prilika v Evangeliji, zdaj na pamet ne bi vedel točno, kje je, ampak Jezus govori o žetvi. Jezus pogleda polje in učenci mu pravijo, ali ne bi poželi zdaj to polje, oziroma, ali ne bi na tem polju, kjer je pšenica in pleve, kjer raste skupaj pšenica in pleve, ali ne bi ven potrgal pleve. In Jezus pravi ne, ker s tem, ko boste potrgali pleve, boste tudi kakšno pšenico izruvali. Pravi, počakajte, oziroma počakajmo, ali pa Bog bo počakal do konca časa, ko bo prišla žetev, bo požel celo njivo z plevelom in pšenico vred in potem bo ločil pšenico od plevela. Tako se jaz razlagam. Zakaj hkrati v času Božjega kraljevanja ali Jesusovega kraljevanja še vedno obstaja zlo, ki ga ne moramo razložiti. Ob tem, da vemo, da je Bog dober, da Bog ni zlo. Kaj več pa ne bi si upal bivati. Kaj pa praviš glede, recimo, sodbe, ker se omenil sodbo? Kaj je to glede našega poslanstva, ali to samo Božje delo, v bistvu, da sodi ta svet? Pa zakaj je sploh sodi, v bistvu? Kaj je namen njegove sodbe? Namen njegove sodbe je prvič, jaz mislim, da ni naša naloga, da sodimo svet, ker je edino Bog pravični sodnik, edino on ima vpogled. Ne samo na zunaj, ampak v samo bistvo srce človeka. Sprav smo mi potem odvetniki, eni so pa pač tožniki, kako? Pravi apostol Pavel mislim, da v pismu Korinčanom, da bo sodila jih beseda, ki so jo slišali. Torej, ja, mi smo prenašalci ali pozornjevalci Božje besede, torej besede o Božjem kraljestvu. In mi osebno jih ne bomo sodili, oziroma jih ne sodimo trenutno, takrat ali pa sedaj, ampak so pod oblastjo to besede. Beseda Evangelija oziroma o Božjem kraljestvu, ki prinaša obljubo rešitve in obljubo sodbe. Se pravi, Bog je v bistvu sodnik. Ja. Če ste ne razumeli, Bog je sodnik, se pravi, kristjani smo lahko zagovorniki, v smislu tega, ker je Kristus zagovornik, se pravi, pleve, tisti, ki so pa slavi patos, pa ki pripadajo hudiču, so pa tožniki, oziroma tožijo. Bog pa potem sodi. To greš zdaj na poslovno dvorano. Ja, ne, Administracija se je dvorana. Sada hudič pomeni razsluževalec, tako.
vložiti tožbo, Ja, oziroma ja. se pritožiti in tako naprej. Ne? To se pravi, Kristus pa ima vlogo zagovornika, ne, pred Bogom. Hrišnika pred Bogom ni več v bistvu. Ne? To se pravi, da je pred Bogom samo zagovornik, ki nas zagovarja in Bog je potem sodnik, kar to razumem. Ja, tako, zagovornik, Jezus kot zagovornik odpravi apostol Janez v svojem pismu zaradi krize greha, o kateri se prej govoril. Torej, kristijani še vedno grešimo, smo soočeni s to krizo greha. In kaj sedaj? Pravi Janez, da je Kristus naš zagovornik, naš advokat, ker nas on ščiti pred obsodbo. Pravi, ščiti tiste, ki se zanašajo na tega zagovornika. Torej, zagovornik lahko ščiti samo tistega, ki mu zaupa, ki se predaja v njegove roke. Ne pa tistega, ki ne sprejema njegovega kralstva. Ki ga nekdo obtoži. Ne? Tudi najbrž potem, če je nekdo spravljen s Kristusom, da potem ga v bistvu sovražnik ne more. V bistvu ga lahko obtožuje samo on, pač upravičen, kako nima več moči, da ta obsodba velja nad tem človekom. Pač. Spravi, če veruje, potem je rešen. In te obsodbe pravzaprav niso samo od stožnika, kot praviš, od hudiča Satana, ki je pač to njegov ime dolžnik, ampak pravzaprav tudi od nas samih. Mi imamo vest in pač v tej krizi greha se tudi mi slabo počutimo. Ne speče vest, ko ne ravnamo prav, se zavedamo in nas naša lastna vest obtožuje. Si pravimo, kakšen kristijan pa si, če si naredil to ali pa to. Kakšen kristijan pa si, če si pomislil na to ali na to. In Pavel v 8. poglavju pisma Rimljanom napiše eno izjemno trditev, ki je meni zelo spodbudo vsakeč, ko se jaz sam sebe tako obtožujem. In pravi, zdaj ni torej nobene obsodbe za tiste, ki so v Kristusu Jezusu. Ravno pred tem je Pavel govoril o svojem boju z grehom in je rekel, da je videl v svojih udih še ta zakon greha in potem argumentu, če temu rečemo, argument pravi, zdaj ni torej nobene obsodbe za tiste, ki so v Kristusu Jezusu. Zakaj? Zato, ker je Kristus zagovornik, naš zagovornik. Vse smo še kaj pozabili iz tvojega vprašanja, rekel si še nekaj o sodbi. Ja, sodba v tem smislu, zato, ker se mi je zdaj prej, ker si govoril, ko si omenil, da bo Bog sodil kluke, ki se ne zatečejo pač v to amnestijo. Se mi je zdaj tako v tem smislu, da je ta sodba njegova suverenost. Da mi v bistvu imamo Kristusov karakter, se pravi, ker zagovornika ima lahko tako dober kot slab človek na sodišču. Se pravi, mi kot zagovorniki zagovarjamo lahko tako dobre kot slabe ljudi. Mi smo s tem obremenjeni. V tem smislu iščemo pač njihovo upravičenje, pa iščemo to, da bi bili sami, da bi se lahko upravičili pred Bogom, s tem, da bi verovali Jezusa. V tem smislu mi je potem čudno, kako bo zdaj prišlo do te sodbe. V tem smislu, kako bo, kaj to pomeni, da bo Bog sodil ta svet. Ja, prvi samo to sem pomislil, da Jezus ni naš zagovornik, ker smo mi dobri.
ni pa zagovornik drugih, kar se slabi. Jaz razumem, da Svetopismo govori, da smo vsi slabi, vsi smo v krizi greha in v takšni krizi greha, da se sami ne moramo stopati ven. Torej, ne mislim, da so kristjani ali pa da smo kristjani moralno boljši in bolj opravičljivi pred Bogom kot drugi. Ker sem prepričan, da smo v Kristusu po milosti, ne po naši zaslugi. Ne? Zakaj bi Bog sodil svet, sploh sodil? Morda imaš ti kakšen komentar na to? Ja, jaz sem se pripravil nekje, in se v Janezovem videl, da sodba je pa v tem, da niso verovali. Ja. Da je tudi Bog v bistvu pričevanje dal za Jezusa, da je pač poslan, da je on odrešenika in da je pač sodba v tem, da niso verovali. Se pravi, ti sodni dan, bo sodba tudi v tem. A so verovali, da niso. Na podlagi tega se mi zdi, ki bo Bog sodil, ker jim je dal pač tudi, nam je dal možnost upravičenja, da nas pripelje nazaj k Bogu, ampak če niso, se pravi, zaupati svoje življenje Bogu, da potem bo najbrž na podlagi tega bo človek da ne mogoče samo. Ja, zakaj bi Bog sploh v svoj načrt, v svoj karakter vključil sodbo? Zakaj bi bil Bog samo Bog ljubezni? Ker potem ne bi bil osebni Bog. Ker pomislimo na svoje odnose. Ali nas nikoli nič ne prizadane, če nam kdo kaj stori, če nam kdo stopi na nogo. Ali nas to ne prizadane, ali ne reagiramo ob tem. Spravi, če ne bi reagirali, bi bili brezbrižni. Torej, če ne bi reagirali na to, da nas nekdo užali, prizadane, ker ga reče ali pa stori, je to absolutna brezbrižnost in odstojenost v odnosu. S to osebo nimamo nobenega odnosa in oziroma hočem reči, jaz nimam nič s tabo, ti nimaš nič z nami. Popolna brezbrižnost. Krščanski Bog je oseben Bog in oseben Bog je sposoben ljubezni. In če si sposoben ljubezni, si vratno tudi se zavzemaš za pravico in sledično sodbo. Torej, če nekdo prizadene mojo ljubljeno osebo, sem jaz jezen na tistega, ki je prizadel mojo ljubljeno osebo. Torej, v tem jaz izvajam sodbo, da sem jezen oziroma da nekaj naredim do nekoga ali rečem, da naredim kakor. Tako si jaz razlagam, zakaj sodba, ker je Bog oseben Bog in ker je Bog ljubezni. Ker je Bog ljubezni, je tudi Bog sodbe. Da mora kaznovati greh, oziroma mora biti jasno, kaj je narobe. Če ne vemo, kaj je narobe, in se temu ne moramo vedno izogniti. Če je to, da nam sodba razdane v bistvu to, kakšen je greh. Oziroma, če sem Bog ne mara, ali pa kaj ni dobro, kaj je slabo. Dobro, tudi ko si omenil tisto, da je Pavel prepričeval, v bistvu prav tudi, da bo Sveti Duh prihajal, Sveti Duhane, da bo prepričeval ljudje v njihovi zmoti, v njihovem grehu. Na nek način Bog tudi prepričuje, jih želi prepričati v njihovi zmoti, ker njihovo tudi potrebo po tem, da so
tem odnosu. In med tem časom je Bog potrpežljiv čaka na ljudi. Ampak prav zdaj je čas milosti, pa enkrat pa ne bo pa več. Bo pa, mislim, ko bo se zgodil poslednji dan, drugi prihod Jezusa Krista. Ja, mogoče je to najbolj podobno temu vesoljnemu potopu. To je tak simbolni izraz, kako bo sodil svet. Za konec, Peter, bi ti še želela postaviti tako vprašanje. Kaj bi v tej krizi greha, današnji krizi, finančni, ekonomski, kriza vrednot, vse sorte slišimo okoli? Kaj bi bilo tisto upanje, kaj bi bil vsakodnevni napotek, ena metoda, ki bi nam pomagala, da pridemo čim bolj dobri do te zadnje sobe? Ja, da razmišljamo, ko beremo svetopismo in vidimo, da je Bog dober. Torej, da Bog ni Bog kaosa, čeprav se včasih svet zdi Bog kaosa. Svet zdi, da je v kaosu, da vendar Bog ni Bog kaosa, ni kaotičen, ampak zelo ve, kaj dela in ko ne razumemo, kaj dela, kaj se dogaja v svetu, da mu preprosto zaupamo. Torej, v njegove dobre namene za nas, osebno za nas, v Jezusu, kot smo se pogovarjali danes, ker je dal svojega sina za nas. Torej, da se ves čas zavedamo, da smo, da nad nami ne leži nobena sodba več, če se zaupamo temu kralju Jezusu. Torej, karkoli se zgodi, bodi si, da nas imamo lastno krizo, da je kriza okrog nas, celo da nam vzamejo življenje. Mnogi po svetu izgubijo življenje zaradi svoje vere in mislim, da jih drži po konci, tako kot če beremo cerkveno zgodovino, ravno to, da jih nič ne more ločiti od Božje ljubezni v Jezusu. Torej tudi to, da tragična smrt, torej da umrejo tragično in zapustijo svoje ljubljene na tem svetu, da jih pravzaprav Božje ljubezni ne more ločiti od nas nič. Meni je to osebno daje spodbudo, ko pomislim, imam premalo denarja, pa težko, zelo rad pravzaprav berem cerkveno zgodovino in berem, kako so kristjani nekoč v malem, z malo dobrinami živeli, celo dali svoje življenje zato, ker so varovali Jezusa, ker jim je cesar rekel, zanikaj Jezusa ali pa boš izgubil glavo, pa te vržen v levo. In kako lahko je pravzaprav reči, da se rešem glavo, bom na glas zanikal Jezusa, ampak vse bom v srcu, vse bom v mislih še vedno verjel. Ampak mnogi tudi tega niso rekli, ampak so rekli, ne bomo, tudi na glas. Tako da meni so te zgodbe, cerkvene zgodovine zelo spodbudne tudi. Peter, najlepša hvala za današnje predavanje. Vas povabim še jutri na predavanje patra Vilija Lovšeta, upam tako tukaj, v tej dvorani. Potem v petek nadaljujemo slavelnim koncertom v Zagrebu, povabljeni. V soboto imamo tukaj delavnice slavilne glasbe in zvečer slovenski koncert slavilne glasbe. V nedeljo pa zaključek. Zaključek bo tukaj zraven v cerkvi, bo dramsko prizoritev, preroki naslov, tako da bomo povezovali tudi današnji čas kristjana, kako vse to skupaj spraviti do nekega srečnega konca. Hvala lepa za udeležbo na današnjem večeru in se vidimo na prihodnjih dogodkih. Hvala, Tanja, hvala sem sodelujočim.